Za 18. pogovorni večer z znanimi Slovenci je na vrsto prišel politik. Da večkrat predstavimo mogoče politika z druge strani, kakor ga predstavljajo mediji, ne, kjer smo navajeni samih nekih kritik in ne vem česa. Tako da smo rekli, da ga bomo na en tak prijeten način predstavljali kot človeka, ne. Kako pa mlade do tega navdušiti, pa ne vem, mislim, to bi se začelo že v šoli, ne. In mislim, da bi to nujno bilo treba, ker ljudje moramo biti aktivni državljani, ne. Na koncu koncev je od nas odvisno, kam želimo in kaj hočemo. Ja, mislim, ko si mlajši, te zelo ne zanima, ampak pa, ko prehajaš proti polnoletnosti, se pa že malo bolj poglabljaš v politiko, da pa veš, kako naprej, ko bojo volitve. Kot se je pošalil kar minister sam, se je klepet začel z obsežnim političnim življenjepisom. A ker so tudi politiki v prvi vrsti le ljudje, kaj bi napisal sam v svoj življenjski rezime? Mogoče to, da pol življenja sem preživel v Železnikih, pol v Ljubljani. Moram živeti pod hribom, zaradi tega, ker sem z Gorenjske in je to moja fizična potreba. Najrajši na svetu imam morje. Sem politik in imam ful rad ljudi, ampak ko nisem politik in ko ni ljudi zraven, imam pa najrajši mir, tišino in berem. Kakšna je torej pot od revolucije in aktivizma v študentskih letih do mladega politika? V bistvu jaz sem bil generacija, ki je prišla na faks leta 2008 in to je bilo točno leto, ko se je začela ta finančna kriza. In tej krizi so sledili varčevalni ukrepi in potem kriza Evropske unije in nam se je zdelo, da se nam je prihodnost lihkar podrla na glavo. Tako da tam se je začela moja politična pot in to je v bistvu tudi razlog, zakaj sem se v politiki znašel. Ker kot skupina in generacija takrat niso videli druge možnosti, da si zgradijo prihodnost, kjer služba ne bo problem. Kjer ne bo treba delati celo življenje za to, da boš imel streho nad glavo in kjer se bo nekdo začel ukvarjati s podnebnimi spremembami v tem, da začnemo politično delovati v tej smeri. In to je v bistvu tudi razlog, zakaj tukaj vztrajam. Po njegovem je v življenju treba imeti obvladljivo število ciljev. Tega se predvsem drži pri svojem delu. Zato je njegov glavni cilj rešiti stanovanjsko problematiko pri nas. Ta je najbolj pomemben zaradi tega, ker je stanovanjska kriza po mojem najhujša socialna kriza v Sloveniji. Bom samo en podatek povedal. V zadnjih 10 letih so se v povprečju stanovanja v Evropi podražila za 10%, v Sloveniji beležimo tam 70-80% skok cen nepremičnin. To pomeni, da si ljudje, cele generacije stanovanja enostavno ne morejo več privoščiti in zato je treba ukrepati. Človek, ki ima 100 ciljev, po njegovem nima nobenega cilja. V življenju enostavno ne moreš narediti vsega in moraš postaviti prioritete. Kaj se bo zgodilo z njegovo politično potjo, če mu zgoraj omenjenega cilja ne uspe izpeljati? To je vprašanje, koliko časa bom jaz vztrajal v vladi. V vladi bom vztrajal, dokler ta cilj ne bo dosežen. Glavno vodilo ministrstva, ki ga vodi, je proces vključevanja. To bi po njegovem moralo biti tudi glavno vodilo Levice. Za vladno politiko pa pravi, da jo sestavljajo kompromisi. Glede na to, da ga je na pogovor povabila mlajša literarna skupina, nas je zanimalo, ali so mladi glede politike preveč apatični ali na splošno preveč preslišani. Ja, jaz mislim, da predvsem politika in narod se nažalost oddaljujeta en od drugega. Vmes je ogromno nezaupanja in tukaj vidim ključno vlogo tistih, ki smo v politiki, da začnemo da to zaupanje gradimo nazaj. In to je tudi eden od razlogov, zakaj sem danes tukaj. Ker mislim, da najbolj pomembno je, da se ljudje med sabo znamo odkrito in iskreno pogovarjati. In to smo danes, mislim, da tudi dali lep primer tega, kako je to mogoče. Ljubezen do knjig in branja ga spremlja od malega. Se pravi, da če so mu v osnovni šoli dali knjigo, je pač bral knjigo, ker je bil tih in ubogljiv. Revolucionarnost se je v njem zbudila kasneje, saj zase pravi, da je v svojih 20-ih bil levičar, študent sociologije, ki je bil zaljubljen v teorijo in kasneje ugotovil, da svet ni mogoče stlačiti v okvirje. Zato sedaj bere romane. Trenutno bere 2 knjigi, ena izmed njih je Dune, Peščeni planet. To je zelo lep
roman, ki je v bistvu nekako postavil zgodbo za ogromno pač drugih znanstvenih fantastik. Vojna zvezd je bila navdihnjena s tem romanom. Matrica, se pravi prihodnost, kjer človeštvu vladajo stroji, je bila navdihnjena s tem romanom. Terminator je bil navdihnjen s tem romanom. Skratka, to je stvar, ki jo je treba prebrati, zato da razumemo fantazijo Hollywooda v prejšnjem stoletju. Druga knjiga, ki jo trenutno bere, nosi naslov 93. Napisal jo je Victor Hugo, govori pa v bistvu o tistem letu francoske revolucije, ko je hudič vzel šalo. Se pravi, takrat, ko je bilo vse možno, pa vse je razpadalo, ko je vso staro umiralo, pa novo se še ni rodilo, skratka v tistem letu največje negotovosti, ki je pa ravno zato najbolj zanimivo za študirati in za brati. Če se vrnemo na sam začetek, v Železnike, pravi, da je bilo njegovo otroštvo zelo lepo, verjetno najlepša leta njegovega življenja. Na kmetiji starih staršev je živelo več družin. Med klepetom je omenil, da je bil Zlati prvi vnuk in da je verjetno zato bil tudi malo razvajen. Večino otroštva se je bosih nog igral na domačem vrtu. Od tod tudi njegovo navdušenje nad velikimi delovnimi stroji, traktorji. Pol sem imel zelo močno željo probati to tudi šofirati in ko sem bil star 4 leta, smo bili že kar zmenjeni, da ko se je šlo pobirati travo, so mene posedali na sedež, traktor dali na štandgas, mi povedali, da moram dimnik spride, ta raufen, ki imeti pač poravnan z vrsto. Jaz sem šofiral, oni so pa pač okrog delali stvari, ki jih je bilo treba. Pred službo za sproščanje teče, poleg tega igra tudi tenis. Zelo rad potuje. Nazadnje je bil na potovanju lansko leto na obisku pri svoji prijateljici v Gani. Sam raje ne kuha, ker je prepričan, da bo za nič. Če pa že mora, je to rižota z radičem. Ministru se je na pogovoru pridružil njegov strankarski kolega Peter Dirnbek, ki je tudi kantavtor in njegov dober prijatelj. Poskrbel je za glasbeno spremljavo.